Eno ključnih imen sodobne fotografije na slovenskem prostoru je vsekakor Tomaž Lunder, fotograf, ki je deloval skozi 70., 80., 90. leta pa vse do njegove prezgodne smrti. V slovenski prostor je vnesel eno popolnoma novo paradigmo v fotografiji in sicer njegova praksa, ta ustvarjalna praksa ni bila ne dokumentarizem, ne klasična konceptualna umetnost, ampak v bistvu je skozi svoje motive, ki so bile večinoma ali pa v veliki meri portretni, nekako uspel predstavljati nek ta duh prostora in časa, pa stanje duha svoje okolice in svoje generacije. Ne? In recimo za mano je serija fotografij Prijatelji bila posneta na različnih lokacijah. In recimo ta zgornja fotografija, ki je mogoče ena največkrat reproduciranih fotografij Tomaža Lundra, naslov je Deborah and Bill iz leta 1979, predstavlja preprosto mlad par pred svojim domom, pred svojim avtomobilom, nekje v ZDA, kjer se je takrat mudil Tomaž Lunder. In v bistvu sama podoba je lahko zelo klasična, zelo skoraj vernakularna, družinska fotografija, ampak na drugi strani, pa če dobro pogledamo, pa ta podoba z vsemi atributi, ki jih ima okrog, odraža še nekaj več. Ne? Odraža predvsem podobo dveh mladih, verjetno uspešnih, ponosnih lastnikov vsega tega, teh ameriških sanj, hiše, avtomobila in vsega, kar je odzadaj. In na podoben način je v tej seriji Prijatelji, kjer je Tomaž Lunder pravzaprav portretiral ljudi, ki jih je na tak ali pa drugačen način poznal. V tej seriji je on uporabil in beležil tako ZDA kot stvari na svojih popotovanjih, kot tudi Škofjo Loko in Slovenijo in okolico. In pravzaprav, kaj je dodana vrednost teh fotografij, predvsem to, mora človek precej razmišljati, precej prebirati različnih stvari iz njih, da bi mogoče nekako zaključil in prepoznal to neko dokončno sporočilo.